4. junija spet kolesarska prireditev na kolo. V gledališču Celje predstavili repertoar za prihodnjo sezono. Uspel koncert celjskega in ljubljanskega kitarskega orkestra. Celjske rokometašice proti Krimu blizu velikega presenečenja. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Kolesarska sezona je že v polnem teku. Po epidemiji pa se vračajo tudi tradicionalni kolesarski dogodki. Eden takšnih je družinsko kolesarjenje na kolo, ki povezuje 6 občin v regiji. 4. junija bodo tako kolesarji štartali iz Celja, Žalca, Vojnika, Štor, Šentjurja in Slovenskih Konjic. Skupni cilj s kolesarskim druženjem pa bo pred City centrom v Celju. Po 2 letih korona premora bodo kolesarji iz 6 občin 1. junijsko soboto znova družno kolesarili. Tradicionalno že 15. rekreativno družinsko kolesarjenje na kolo ima tudi tokrat skupen cilj pred City centrom Celje. In bo pravzaprav prireditev prinesla novost, in sicer štart v občinskih središčih Slovenske Konjice, Štore, Šentjur, Žalec in Vojnik bo ob 10. Ob 10. prav tako štart otroške trase v Celju. Sicer pa v Celju smo raztegnili štart med 10. in 11. uro. Verjamem, da so ljudje v teh 3 letih, 2-krat je bila pauza, še več kolesarili, tako da opažamo, da je to predvsem družinsko kolesarjenje še bolj popularno, še bolj oblika rekreacije, ki jo imajo ljudje radi. Že vseh 15 let pa je City center Celje generalni pokrovitelj kolesarske prireditve na kolo. Sicer zdaj s kratkim predahom vmes iz znanih razlogov, zato toliko bolj veseli, da po tolikem času zopet ta prireditev zdaj v kratkem. Seveda zbirališče tradicionalno potem na prostoru City centra, kjer vsak udeleženec bo dobil, tako kot v prejšnjih letih, majico za spomin, čaka jih tudi potem topel obrok in pa sladoled za naše najmlajše. V letošnjem letu bomo imeli še dodatne aktivnosti tule postavljene tudi, tako bo tudi po upravljanju kolesarjanju še pestro. Postavljeno bo tudi kolo sreče, kjer se bo dalo priigrati z malo sreče, seveda tudi nagrade, ki so jih tudi letos prispevali naši shop-partnerji, za kar se jim tudi zahvaljujem. Pogostitev pa bo letošnje leto naredilo restauracije Interspar, tako da smo vse dobro pripravili, da bo lepo preživeta sobota. Tudi letos je ena trasa prilagojena najmlajšim udeležencem, saj je pot speljana po kolesarski stezi od City centra Celje do Proseniškega, kjer bosta otroke na polovici prevožene poti na okrepčevalnici poleg pijače in malice zabavali maskoti Cinko in Cinka ter mladi glasbeniki. Na vseh trasah je velik poudarek na varnosti udeležencev, kar bo zagotavljala številna ekipa spremljevalnega osebja, policistov in rediteljev. Seveda pa moramo poudariti zares za vse udeležence prireditve, da pridejo res z spravnimi kolesi, za opremo, psihofizično sposobni, vidne barve, se pravi vidnost, prilagojena hitrost, uporaba kolesarskih površin, ne po sredini vozišča ali pa vzporedna vožnja. To so najpogostejši prekrški problemi pri kolesarjih in ostalih voznikih enoslednih vozil. Res poudarjamo uporabo zaščitnih čelad, ki je zakonsko predpisana nekje do 18. leta starosti. Seveda pa jo res priporočamo tudi za vse ostale kolesarje. Prijavni obrazec najdete na spletni strani na-kolo.si, kjer lahko prijavi tudi označite, če se želite po celjski trasi peljati z e-kolescem. V primeru slabega vremena sta nadomestna datuma kolesarjenja 11. in 18. junij. V gledališču Celje so predstavili repertoar za novo sezono. V njej bodo premierno uprizorili 6 predstav, 5 za odrasle in 1 za otroke. Večinoma gre za krstne in prve slovenske uprizoritve. Abonmaje tako za odrasle kot za otroke bodo začeli vpisovati 1. junija. Tudi v sezoni 2022-2023 v programu ostajajo dnevi komedije, ki jih napovedujejo za marec prihodnje leto. Nova sezona gledališča Celje, za katero celjski gledališčniki upajo, da jo bodo lahko izpeljali brez omejitev, kot so jih gledališča doživljala v zadnjih 2 letih in v polnih dvoranah, prinaša 6 premier. Kot ponavadi imamo preplet tako sodobnih kot klasičnih tekstov, zelo različnih vsebin.
Sodelovali bomo z režiserji različnih generacij, z nekaterimi od teh smo sodelovali že v preteklosti. Potem pa imamo tudi Varjo in Nino, ki pri nas še niste režirali in se bosta seveda lotili vsaka svojega projekta. Tako da mislim, da je program zanimiv, dober. Septembra bodo prvič v Sloveniji in v koprodukciji s finskimi gledališčniki uprizorili monodramo prav tako finskega avtorja Kristjana Smetsa, Žalostinke iz srca Evrope, ki jo bo režiral finski režiser Jari Jutinen. Oktobra sledi romantična komedija Williama Mizurija Downsa Poglej me pod režijsko taktirko Luke Marcena. Meni se zdi zelo pomembno in zelo vznemirljivo ukvarjati se s komedijo, zlasti v tem trenutku, ker se mi zdi, da zgubljamo občutek za to, da se bi znali smejati svetu in predvsem tudi samim sebi in situacijam, v katerih se znajdemo, zato ker se mi zdi, da če jih pogledamo z neke komične, absurdne, groteskne perspektive, lahko v njih najdemo neke drugačne poglede, neke druge odgovore na vprašanja, ki nam jih svet zastavlja. Decembra bo na sporedu Tolstojeva drama Oblast teme. Predstavo bo režirala Maša Pelko. Prvič se bo v Celju januarja prihodnje leto predstavila Varja Hrvatin z avtorskim projektom Ikigai. Pri tem avtorskem projektu je princip tak, da se v bistvu pripravi na nek način zelo jasen uprizoritveni scenarij in koncept, ki pa pač vsem dopušča nek prostor za igralce in za gledalce, da v bistvu sami soustvarjajo dogodek. Kar se pa vsebine tiče, se pa v bistvu bo projekt ukvarjal s konceptom sreče, kaj sreča sploh pomeni danes in na kakšen način jo doseči, sploh pa v kontekstu neke digitalizacije in virtualizacije življenja, kjer je v bistvu tehnologija in neke storitve na zahtevo v bistvu zamenjujejo vse naše potrebe in v resnici nekako se čedalje bolj oddaljujemo od neke intime in bližine. Maja bodo uprizorili z Grumovo nagrado nagrajeno dramo Maje Šorli Tega okusa še niste poskusili, ki jo bo režirala Nina Šorak. Ukvarja se z privatizacijo visokega šolstva na eni strani, na drugi strani podpira tudi temo MeTooja. Kar mene najbolj zanima znotraj tega besedila je to, kaj je posameznik pripravljen narediti, da premaga drugega, da pokaže svojo moč. In nekaj, kar je Maja zelo spretno v bistvu tudi uvedla v sam tekst, je to, kako nas opozori na to, da pravice, ki so bile pridobljene z leti, zgodovino, niso zavedno tukaj. In da je treba jih ohranjati, treba se boriti za njih in po možnosti tudi širiti. Že v začetku sezone bo luč sveta ugledala tudi predstava za otroke. Tokrat gre za Robina Hooda, kot ga je videl Slobodan Obradović. Za režijo pa so zadolžili Sama M. Strelca. Predstava oziroma tekst se začne približno takole. Ko ljudje odrastejo, pozabijo na davne čase, ko so bile vrednote pogum, pokončnost, dobrosrčnost, dobronamernost, poštenje, še prave vrednote, ampak naš junak ni bil tak, Robin Hood itd. In jaz si seveda domišljam, da ko bodo celjski otroci, ki bodo prišli predstavo gledati, zrasli in bodo postali veliki ravnatelji, direktorji, predsedniki vlad, držav, mestnih občin, se bodo spomnili Robina Hooda, pa bodo rekli, Bentiš je bilo dobro, jaz bom dober direktor, jaz bom dober ravnatelj, jaz pa bom pošten župan in jaz bom pošten premier. In takrat bom jaz s palčko v roki rekel, splačalo se je. Tokratna sezona je zadnja, ki jo je sodelavci pripravila upravnica Tina Kosi, saj slednja konec avgusta zaključuje dolgoletno uspešno delo v celjskem gledališču. Bodo pa že čez nekaj dni začeli s predopisom abonmajev in te skoraj do konca junija ponudili s posebnim popustom. V glasbeni šoli Celje so pripravili koncert kitarskih orkestrov glasbene šole Rakovnik iz Ljubljane in domače glasbene šole Celje. Sodelovanje obeh orkestrov se je začelo v okviru Erasmusovega projekta Združevalna moč glasbe.
V hladnem zavetju koncertne dvorane Glasbene šole Celje, ko so zunanje temperature na prostem še vedno kar krepko nad povprečjem, grele petkovo popoldne 20. maja, sta na koncertu nastopila dva kitarska orkestra. Poleg kitarskega orkestra domače celjske glasbene šole, ki ga vodi Suzana Heber-Čamer, so v goste povabili še kitarski orkester glasbene šole Rakovnik, zavoda Salesianom iz Ljubljane, ki ga vodi Dejan Podgorelec. Sodelovanje obeh kitarskih orkestrov se je rodilo, kot nam je povedal ravnatelj glasbene šole Celje, profesor Simon Mlakar, v okviru Erasmus projekta Združevalna moč glasbe, ki je tudi z zadovoljstvom ocenil nastop obeh orkestrov. Pred časom smo imeli preko Erasmus projekta projekt z naslovom Združevalna moč glasbe. In danes pa ravno to lahko slišali, ko združimo, bomo rekli, z dveh koncev Slovenije mlade glasbenike, kako potem to zazvenijo, kako potem tudi občinstvo to začuti. In prejšnji mesec smo že imeli skupni pihalni orkester z glasbeno šolo Ljutomer in danes z glasbeno šolo Rakovnik, skupni kitarski orkester. In seveda, ko slišimo to, vemo, da smo na pravi poti in bomo tako tudi še nadaljevali v prihodnje. S svojimi nežnimi toni, ki jih seveda lahko iz svojih instrumentov zvabijo kitare, sta oba orkestra navdušila občinstvo, ki je dodobra napolnilo koncertno dvorano celjske glasbene šole. In ne boste verjeli, da lahko v kitarski izvedbi odlično zvenijo tudi takšne melodije, ki jih morda ravno ne bi pričakovali od kitar, kot na primer Avsenikova Tam, kjer murke cveto ali pa glasbeni motiv iz filma Pirati iz Karibov, pa seveda še marsikaj drugega. In tako je občinstvo z zanimanjem sledilo koncertnemu programu, v katerem so najprej nastopili gostje, kitarski orkester glasbene šole Rakovnik, v katerem nastopa 9 mladih glasbenikov pod vodstvom Dejana Podgorelca. Kot solistka pa je z njimi nastopila Manja Brecelj na violini. Zatem je nastopil kitarski orkester glasbene šole Celje, ki ga z 20 mladimi glasbeniki vodi Suzana Heber-Čamer. Kot solist pa je z njimi na tolkalih nastopil Damir Korošec. Na koncu pa sta seveda oba orkestra tudi družno nastopila v skupnem muziciranju pod vodstvom obeh dirigentov. In kako so na odru doživeli ta koncert? Meni se je zdelo vse skupaj fantastično, v bistvu zelo super, ena nova izkušnja, pravzaprav tako zame kot za moje učence, upam, da vse učence. Mi smo, mislim, da prav uživali na odru. Zdaj, časa za pripravo ni bilo prav ravno največ, ampak mislim, da smo se kar dobro odrezali, oba orkestra, da ne bo pomote. In pa na tem mestu bi se zahvalil Suzani, da je izvedla prvo gostovanje, naslednje imamo potem v Škofji Loki v sredo in potem se vidimo še pri nas v Ljubljani na Rakovniku 16. junija. Če bo kdo iz Celja hodil na naš konec, vabljeni tudi takrat, če ste slučajno zamudili danes. Ja, jaz mislim, da je bilo super. Glede na to, koliko je bilo priprav vloženih v to, dogovorov z glasbeno šolo Rakovnik, z njihovim dirigentom Dejanom Podgorelcem, se mi zdi, da smo super speljali današnji koncert. Več o dogodku pa v minutah za kulturo na televiziji Celje. Rokometašice ženskega rokometnega kluba z dežele so v četrtem krogu v skupini za razvrstitev od 1. do 4. mesta 27-28 izgubile proti Krim Mercatorju. Celjanke bodo v zadnjih dveh krogih gostovale pri Krimu in Krki, od izkupička na teh dveh obračunih pa je odvisno, ali bodo osvojile drugo, tretje ali četrto mesto. V dvorani Golovec je dolgo dišalo po velikem presenečenju, saj so Celjanke manj kot 10 minut pred koncem tekme povedle z 2 goloma razlike. V izenačeni končnici so imele več sreče Krimovke, ki so po izgubljeni žogi Strnadove v zadnjem napadu zadržale žogo in se na koncu veselile minimalne zmage. Ja, žal na koncu nesrečen poraz. Prav sreča nam je nekoliko obrnila hrbet v zadnjih 3 koljih, zelo lepo smo igrali, pa nažalost smo ostali brez točk. Upajmo, da bo to na naslednji teden, ko je res pomembna tekma, ko igramo za medalje, da se nam bo to obrnilo v naš prid
in vse te pozitivne lastnosti iz teh zadnjih 3 tekem. Jaz mislim, da jih je bilo veliko, gledalci so to lahko videli, upam, da ste uživali v igri, bila je res lepa tekma proti aktualnim državnim prvakinjam, ampak na našo žalost en gol smo bili prekratki za pač veliko presenečenje. Pa jaz mislim, da že celo sezono kažemo zelo dobro igro. Včasih imamo kakšne težave, nimamo takšne širine izkušenih igralk in se nam po tem trenažnem procesu vsaka izgubljena zelo pozna. Ampak mislim, da so punce dale danes vse od sebe, vse, ki so nastopile in tiste na klopi. Pokazala se je kolektivna igra, k čemur stremimo in upam, da bomo tako nadaljevali na naslednji teden na pomembni tekmi za nas, kot sem že rekla. Ja, s puncami smo se res borile, pokazale eno odlično borbeno igro. Žal so na koncu zmagale izkušnje, vendar mislim, da je ta tekma pokazala oziroma nam prinesla veliko izkušenj tudi nam. Mislim, da lahko celi ekipi čestitamo. Saj pač smo res se borili do konca in nažalost se nam na koncu res ni išlo, ampak računamo na naslednje tekme, da se nam bo išlo takrat. Jaz verjamem vedno v svojo ekipo, vedno verjamem, da lahko takle dobro odigramo. Sicer videlo se je, da so krimovke res utrujene, oziroma pač, da je bil danes slabši dan za njih. Probali smo to izkoristiti, vendar žal se ni išlo. Krimova trenerka Natalija Derepasko je bila kljub zmagi izjemno razočarana z igro svoje ekipe. Hvala ekipi Celja za zelo lepo in borbeno igro. Z naše strani nič lepega nisem videla, no tako vam lahko povem. Igrali smo katastrofa, zato je takšen rezultat. Zdaj pa punce morajo sami razmisliti v glavah, da tako, ko prideš na igrišče, pa misliš, evo, zdaj bomo z lahkoto, tako ne gre nikoli. Zato je tako, ker na vsako tekmo moraš iti 100% pripravljen. Po resnici nisem pričakovala, sam je dobro, da je tu tako se zgodilo, da nekateri se zamislijo, da tako pač ne gre več. Ker je Celje lepo igral, zelo borbeno, vse mi smo pač bili dno dna, no tako. Krim je že pred 2 krogoma potrdil 26. naslov prvakinj Slovenije. Letos se je veselil še 27. pokalne lovorike in se po 8 letih spet uvrstil med 8 najboljših ekip lige prvakinj. Sem zadovoljna s to sezono. Mislim, v bistvu sem tudi seveda zadovoljna z državnim prvenstvom in s pokalom Slovenije, kar smo spet vzeli. Nažalost je trenutno, mislim ne nažalost, takšna je pač situacija zdaj v Sloveniji, da je Krim v zadnjem desetletju v 2 je najboljša ekipa in zelo težko z nami igrati, takrat, ko smo mi v pravi formi. No. Danes je pokazalo, evo, ko ne vzameš tekmo resno, lahko se zgodi tako. Derepaskova bo Krim vodila le še na zadnjih 2 tekmah sezone. V novi sezoni jo bo zamenjal Dragan Adžič, ki je s Krimom podpisal 2-letno pogodbo. Slovenski selektor bo med številnimi novinkami lahko računal tudi na usluge Eme Markovič, ki se iz Celja seli v prestolnico. Z letošnjo sezono sem zelo zadovoljna. Ponosna sem, da sem lahko bila del ekipe Celja. Res smo dobra ekipa, res smo dobro povezane med seboj. Težko bo oditi, ampak grem novim izkušnjam naproti. Od Krima pričakujem vedno, da napredujem v novi ekipi. Veliko sem v Celju tudi napredovala. Zahvala tudi naši trenerki Miši, da mi je dala toliko priložnosti. In ja, upam na najboljše. Po zmagi Krke v Ajdovščini ima pred zadnjima 2 krogoma Mlinotest točko prednosti pred Celjankami in Krko. Celjanke bodo v soboto v predzadnjem krogu gostovale pri Krki v Novem mestu. Ja, pri nas je vedno plan zmaga, tako računamo že od začetka sezone, vsako igramo tekmo po tekmo, vsaka tekma nam je pomembna. Res smo lepo igrali skozi celo sezono, sedaj v končnici malo smole, res nimamo sreče v zadnjih minutah in pa bi rekla, da so aktualne prvakinje pač izkoristile nekaj naših napak oziroma neizkušenj.
Ja, kot Celje bo ključ do zmage kolektivna igra, k temu stremimo, če bomo kompaktni v obrambi in pa predvsem, da nam bo žoga šla, kot rečemo v rokometnem žargonu, potem smo nevarni vsakomur, lahko pa tudi izgubimo, če nismo vsi 100%. Po noči bo v severnih krajih spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne nevihte, drugod bo deloma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, do morja okoli 19 stopinj. Jutri bo na severu spremenljivo do pretežno oblačno, drugod dopoldne dokaj sončno. Popoldne bodo nastajale krevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč na četrtek. Najvišje dnevne temperature bodo v severni Sloveniji od 22 do 27, drugod od 28 do 31 stopinj. Četrtek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. V petek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Tudi tokrat dogodke dneva na televiziji Celje zaključujemo z vremensko napovedjo. Hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami ponovno jutri. Do takrat pa lep pozdrav in srečno.